Moja starša sta že nekajkrat dopustovala na turistični kmetiji Rotovnik Plesnik na Legnu pri Slovenj Gradcu. Tako jima je všeč, da smo 2 leti nazaj tam praznovali obletnico njune poroke. Takrat sem bila prvič tam in takoj sta me navdušili odprtost in srčnost, ki jo kmetija izžareva. Ker sem v tistem obdobju več zahajala v Posočje in spoznavala starodavno dediščino naših prednikov, sem takoj prepoznala kamniti tročan, ki stoji na vrtu na tej kmetiji. Pavel Medvešček je v svoji knjigi Iz nevidne strani neba zapisal, da so možje iz Posočja nekdaj pozimi hodili na delo na Reko, v Trst in tudi na Koroško. Prav nič me ne preseneča, da je vedenje o postavljanju tročanov prišlo tudi sem, pod Kope. O tročanu sem takrat povedala Heleni in ji poslala nekaj člankov o tem. Pol leta kasneje me je Helena poklicala in me povabila, da skupaj odstremo njihov tročan. Sodelovala sem tako, da sem naredila predstavitveno tablo zanj. In zdaj sem spet tu, na kratkem oddihu konec tedna. Helena naju je nastanila v hiši tam čez, kot se imenuje zdaj že dobro leto za goste odprta hiša. Že lani, ko še ni bila povsem dokončana, sem bila navdušena nad estetiko in tenkočutnostjo, s katero so vanjo vnesli materiale, vzorce in ustvarili prostor za pristno izkustvo. Heleno sem povabila, da spregovori par besed o njej. Živjo, Živjo, Vesna. danes smo tukaj v hiši tam čez. Pa bova pa malo o tej hiši povedali, ampak najprej bi te vprašala, kako je biti 7. generacija, ko si mi rekla, da si 7. generacija tukaj na turistični kmetiji v Legnu. Ja, kako je biti? Lepo je biti. Že 7. generacija. Sem ponosna, počaščena, vedno bolj zahvalna. Tako da je kar lepo. Ja, najbolj me je navdušilo, ko sem bila tukaj pri tebi, kakšen velik občutek za lepoto imaš in kako vključuješ razne naravne elemente v samo zgradbo, v samo postavitev hiše, okolice, od kamna do keramike, do kovanega železa in to vse od lokalnih ali slovenskih umetnikov. Ja, drži. Res je. Mogoče predstaviš še nekaj teh elementov, ki jih imaš vključene. Les, kovina, Ja. kamen. Te 3 elementi mi največ, so za mene največje bogastvo, ne vem. Ja, o kamnih bova pa še malo kasneje govorili, pa o tročanju in ostalih kamnih. Pa začneva z kovino. Kovino. Zakaj kovino? Zaradi tega, ker tvoj dragi prihaja iz okolice Krope in tudi ti železni izdelki so iz Krope. Ja, verjetno, da sem se tam najprej verjetno navdušila, oziroma mi je bilo res fascinantno hoditi po tisti vasi, pa gledati stare, kako se kličejo. Te mojstre? Ne mojstre, ja, mojstro zelo malo še vidiš. Ja, res je. Te mline, oziroma kako jim oni rečejo. Pozabila sem ga. Tako, po Kamni Gorici, in pol v Kropi, in pol, ko vidiš ta pročelja hiše, ta svetila, vsa njihova, res čudo, te detajle. Kako je to možno, da iz ene kovine narediš, ne vem, ptičko, recimo. Kje vse si ti uporabljal, oziroma sta vidva uporabila te kovane kroparske izdelke? Na klukah? Klukah, ločeh, teh dekoracijah, ja. Vse, kjer je tako možno, ja. Tudi tramih, kje. Ja, smo gledali. Pa lučeh zunaj, vse povsod. Res čudovito so kovani. Potem les. Tukaj smo zdaj v tej hiši tam čez in lansko leto, ko smo se pogovarjali, si rekla, da ste namensko posekali 5 različnih vrst dreves, ki so zdaj v izdelkih
to, katera drevesa in za katere v izdelke. izdelkih, pohištvih. Tako, ja. Hruška, češnja, bukev, Aha, oreh, ja. javor in jasen. Aha, celo 6. Šest, ja, 6 vrst. In vse te izdelke ste dali narediti tukaj lokalnim izdelovalcem. Ja, In res je. kombinirali barve, teksture in pa ornamente, ki ste jih pobrali iz gankov. Iz gankov, ja, res je. Ja. In smo jih vključili v pohištvo hiše tam čez. Ja. Ja, res fantastično, lepo pohištvo se dopolnjuje. Ampak meni je bilo fantastično tudi to, kar si rekla, ta vaša skrb za ohranjanje, za celovitost, da vsa ta drevesa, ki ste jih požagali za to, bo se zdaj namensko vrnili in posadila še enkrat. Se bojo posadila in vrnila nazaj v naravo. Ja. In ta hiša tam čez, zakaj tam čez? To pa zato, ker sem veliko bila v tej hiši, ko se je pač delalo, ko smo začeli pripravljati. In vedno, ko sta me otroka vprašala, mama, kam greš, sem rekla, tja čez. Tja čez. Ker pač je to cesta in grem tja čez. Ja. In potem je prišlo, sem vprašala otročka, kako pa bi mi poimenovali to stavbo, to našo novo nastanitev. Sem rekla, ja, mama, hiša tam čez. To. In ta hiša tam čez, pa verjetno skupaj s celotno tvojo kmetijo, je letos dobila zeleni ključ. Ja, res je. Green Key, ne? Ja. Kaj to pomeni za tiste, ki ne vejo, kaj pomeni ta oznaka oziroma Oznaka, to potrdilo? to potrdilo o trajnostnem, zdravem, pametnem gospodarjenju, poslovanju, spoštovanju narave, spoštovanju gostov, spoštovanju samega sebe. Kako je to pomembno? Varčnost, ja. Skratka, to je en tak simbol te trajnostni, ki je res vpeta v okolje. Katere elemente tega okolja pa še vključuješ? Poleg teh mojstrov lesa in kovine, ki smo jo omenili. Katere elemente? Tukaj imamo slike, jih bomo pa pokazali. Ilustracije, nekega ilustratorja, verjetno lokalni umetnik. Ja, res je. Ja. Potem sem videla te razne kvačkane izdelke, štrikane izdelke. Štrikane izdelke, ja, vseh bic, okoliških bic in tet, ki imajo kaj časa, ja, pa so mi pripravljene kaj zaštrikati, zakvačkati. Sem zelo hvaležna, ja. In tako sodelujemo z roko v roki. Potem lan v zavesih, ja. Aha, zavesa so iz lanu, ki je tukaj pridelan. Super. Ja. In tudi same zavese delajo še lokalne mojstrice? Ja, zavese je pa naredila lokalna mojstrica, Jaga Baba se kliče. Iz Grosuplega je. A res? Ja, res. To je pa moj konc. Tvoj konc, joj, tudi njo moraš vključiti v svoje delo podcastov. Ja. In ona jih je mi sešila, skrojila lan, sešila in potem tudi tiskala. Aha. Ja. Te slike, ilustracije, Jernej Mint. Jih je risal. Ne? Mene je presenetilo, ker sem brala prej v sobi, da vse te ilustracije se lahko, ne te, ki so zobešene, ampak se lahko tudi pri tebi kupi in dalo v vitrini tudi omogočaš, da gostje kupijo različne ilustracije tega umetnika. Po drugi strani sem pa videla v drugi vitrini neke, ne kvačkane, ampak štrikane volnene copatke, tudi neke mojstrice, ki se jih tudi da tukaj kupiti. Skratka, res vključuješ ljudi iz okolice, da tudi prek tebe jih ljudje spoznavajo in tudi kupijo kakšne njihove izdelke. Ja, res je. In tako, kot si rekla, omogočaš tudi ohranjanju teh starih znanj, si rekla, te starejše gospe, da tudi še kaj ustvarjajo in na ta način podajajo tudi v ta potrošniški svet svoje izdelke. Ja. Umetniške. Umetniške, ja, res.
Drugo je pa hrana. Ne? Hrana je vsa avtentična, hrana je večino pridelana pa vzgojena tukaj pri tebi, na tvoji kmetiji in iz okolice. Ja. Kaj pomeni tebi ta naravna, pristna, zdrava hrana? Ne vem, vse na svetu. Ne, hrana res božansko. Ne? Prvič, odlično kuhaš in že sam okus hrane je vse, kar sem jaz do zdaj jedla, je njam, zaradi tega pa sploh ne morem od mize. Ja, pridelati domačo hrano mi pomeni vse na svetu. Veliko časa, energije in dela vložimo v to. Mogoče, ne bi rekla mogoče, ja, tu se najbolj polnim, no. To me najbolj polni. Zemlja, stik z zemljo, ne vem, ruvanje plevela, to me polni, to je moj kompromis z vsemi ostalimi. In če ne bi bilo tega, ne bi preživela. Ne vem, kako bi. Čudovit vrt imaš, sadovnjak, živali se tukaj sprehajajo okrog, poniji, muce, zajci, kokoši, 2 psa. Kaj imate še vse? Pujske, ja. Govedo, zdaj vse na paši. Ja, tega bi, malo smo vseeno preveč v naselju, tega bi jaz še več spuščala, vse bi spustila ven. Ampak se zgodi, da pol grejo do sosedov in niso najbolj zaželeni, kakšne kure v vrtih, zajci v sadovnjakih. Ampak imamo v planu, ja, tudi čim več živali dati možnost prostega gibanja okoli kmetije. No. Ne, to je res super. Se spomnim, da jaz sem bila prvič tukaj 2 leti nazaj. Ja, in takrat je bilo kar veliko živali, na prostem se spomnim, tudi mali pujski so zjutraj tamle okrog letali, ker sta moji nečaki bili čisto navdušeni nad njimi. Ja, res je. So bili, ja. Tisti so zdaj malo omejenega, omejeni, še vseeno zunaj noter, ampak ne pa več hodijo tako svobodno po vasi, ko so bili malo preveč svobodni. Ne, super. Kaj bi pa ti o sebi rekla? Kje je tvoja največja strast? Kaj je tvoja strast? Tebe, ko sem spoznala, prekipevaš od energije, od sijaja, od strasti in ta tvoj odnos z gosti je fenomenalen. Kaj je pa strast? Oziroma, katere so tvoje strasti, ker verjamem, da niso moje, ne? Ja. Moja strast so odnosi, ki jih doživim z gosti, vsi pogovori, so energijo, ko mi jo prinesejo, srečanja, druženja, smehi. To mi neki največja strast mi je pač človek, ki se mi pojavi na dvorišču. Ja, to se čuti. Intenzivno. Ja, to mi je taka strast ljubezen. In tudi verjetno tudi gosti povedali, da se tega vračajo. Ja, definitivno. In to je iskrenost. Iskrenost, pristnost, res, ja. In to, odprla sem s kmetijo, sem turistično kmetijo celo leto, ja. Kdaj imaš največje obiske, oziroma zdaj so mogoče malo manjši. Ko imaš čas za kakšno kuhanje? Kuhanje las, pride jesen. Jesen, ko se dan krajša, smo bolj v hišah noter in potem pripravljamo marmelade, so začnejo koline. In takrat je meni tako tudi zanimiv čas, ko ste pač pripravljali, točno vem, kaj bomo naredili, da bomo imeli januarja, decembra, ko pač bomo imeli velike skupine gostov in ki hodijo tukaj na smučanje. Ja. Ampak tukaj v tej hiši tam čez ima se en izjemno lep prostorček tudi za dogodke in bomo tudi tukaj pa tebi kakšen dogodek pripravili, večdnevni, tako da
Pa prav, da pride sem, sobe so fantastične, prostor je fantastičen, energije so odlične. Res pa je. Fajn. In ko smo že pri energijah, pred hišo oziroma tukaj med hišo in hišo se je čez, stoji Tročan. Tako da mi dve na nek način spoznali. Ja. Takrat si mi rekla, da ne veš, kdo je kot sam. Pa mi je že pa povedala o Tročanu, pa boš ti tudi pogledala, ampak zreliti nazaj, ko smo se srečali, si rekel, da ne veš, da je bil postavljen že, preden si ti prišla, oziroma preden veš, da je bil postavljen. Ja. Ampak tam so posebne energije. Si pa rekel, da so ljudje že prej, kot sem zadržali. Ja. Zdaj, ko je pa zelo lepo urejeno, se pa to še bolj vidi. Predvsem na otrocih, ti rekli, se tam zelo radi igrajo. In to meni vse pove o energiji. Kako bi ti doživljaš, oziroma kako ti doživljaš te odzive tvojih gostov? Na Tročanu, ja. Kot si rekla, pač otroci mi imajo igrala, ampak na vrtu, ampak ni to, ko pridejo, zelo malo ogredo igral, si grejo, ja, kamnem in se igrati in zlezati in so tako veseli in vse igračke znosijo tja in tam se igrajo. Tudi gosti, ko pridejo, zelo radi tam posedijo, grejo na skale. Vsak se je sigurno dotakne. Jih opazujem, če gre diskretno, ampak se bojo tako lepo dotaknil. Tako da vidim, da jih kar vleče, no, vleče jih, vsak to vidi. Ko mogoče na prvi pogled Tročan tukaj na Koroškem, bi kdo pomislil, da ne sodi sam, ampak če pa bereš knjigo od Medveščka, je pa razlagal, da so Sočani podzimi hodili na delo ali na reko ali v Sas in pa na Koroško, tako da mene prav nič ne preseneča, da so Tročani tudi tukaj. Ja. Ja, so tudi na Koroškem. Da, ja. Pa je bil primer. Živ primer, energije so super in 2 dni nazaj sem pozitivno presenečena, ker sem na robu videla čudovito avro. Na avro. Ja, ampak ne samo Tročan, tudi ti imaš ta občutek za kamne. Prej ti rekla, da je kamen eden 3 elementov, ki ti veliko pomeni in pa v vaši posesti tukaj je ogromno kamnov. In en kamen je tukaj pred hišo tam čez, ki si ga ohranila na isti poziciji, kjer je bil. Ja. Zakaj kamni? Kako jih si zaznavaš, čutiš? In kako jih umeščaš v prostor? Kaj kamni? Ne morem brez nekamna biti. Ne vem. Mora biti. Moram ga imeti, moram se da sesti k njemu, ga pobožati. Mislim, da je kamen je bistvo vsega, no? Ja, mislim, da je eno posebno svetišče tukaj. Ja. Že sotočje teh potočkov tukaj, ne, v vsakem sotočju so neka posebna energijska mesta, tukaj imaš sotočje, Foto Barbara, pa Foto Krika, tudi jaz sem ga prebrala, pa še en potočki so tukaj, Varina, zanimivo ime, in pa drevesa, kako je prej omenila, da mi povej kaj o tem kostanju, mogočnem kostanju, ki tukaj na vrtu stoji. In lahko sem zatisla zgodbo iz 3, ker jih vista leta 23, ko so bila tiste kuklane, veste, je zgodba tega kostanja tropitetna. Res je. Bil grozen veter, nevihta, neurje, ukleslo, vse vrhe dreves so prostiše.
drevesa ostala brez listov, macajcem je ostal brez vej, ta ta razkos tam pred hišo, pred hodnimi vrati, je pa zgubo mogoče 3 liste. Ker ti si rekla, da ko sta se zjutraj zbudila, da je toliko tiha, da niti vrat nisem mogla odpreti, tako je niti hodih vrati ni bilo mogoče odpreti, ja, bil kremačen veter, ki je vstela moj kolano in na tem modočnem kostanju pa 3 leti ni bilo treba ničice mesti. Niti pomešni so se, ali je. Ne, energija je tukaj res posebna. Ljudje se umirijo, tudi zelo radi zume kosirajo in te kamne sem že gledala, tudi mogo nekdo prav izmeriti energije. To je prav gotov večji in da energijski prostor. Kostan je hribovod gornjega sveta, Petralon Tročan, okrog hiti kamni, gore, potoki, energije tukaj, ko ti govoriš, samo te elektrike, ja, več, definitivno več, ja, v tem življenju, kar kitiš od življenja. Na eni strani se umiriš, zelo, zelo umirjena se tudi počutiš, hkrati te počutiš tako zelo živ. Tako zelo živo, ja. Izpopolnjena, popolno. Ja, res. Nič ne rabi drugega. Torej. Ko ti gledaš v zadnjem času spremembo, jaz se zaznavam kot spremembo odnosa z ljudmi do doživljanja pristnosti. Ker tudi pri tebi oziroma v tej dolini se ta pristnost prav čuti. In gotovo privabilo se več in več gostov, ki iščejo to pristnost, lokalno pristnost. Kako ti zaznavaš to spremembo? Oziroma, ali tudi ti kot spremembo zaznavaš iz prejšnjih leti, da ni minja? Ja, zelo. Zelo sem jo vesela. Te pristnosti je vedno več ljudi je prizemljenih, ozaveščenih. In velik napredek na svet. Res. Tako sem vesela in srečna. Ali pa mogoče da imam jaz to srečo, da spoznavam samo take ljudi, ki so na isti valovni dolžini. Jaz tako mislim, da iz zadnjih časa je tako razvajata, tako razvajata, res mislim, razvajata. Na eni strani nekateri grejo vse bolj odifluirijo v mesta, na drugi strani pa je vse več in več ljudi, ki išče to povedanost, pristni stik z naravo, stik žig z tistim človekom. Zato je, ja, res. Po si jih nog naokrog, a ne? Si jih nog naokrog, res. Vesela sem tega zelo. Vem, da je še prihodnost za take, nuke, vsi potomki, res. Tudi podladi tudi. Kajte, ti si 7. generacija, na kmetiji še vedno pomagate tvoje starše. Teda ti mož, tam so tvoji otroci, ki bodo 8. generacija, ja. Zato oni doživljajo. Pa moja otroka sta trenutno pubertetnika. Ta prava pubertetnika, če mi nič narobe, ne. Ampak vidim, da bosta šla v pravo pot, lepo se razvijata, živita z naravo, cenita jo, spoštujeta jo, tako da mislim, da se nimam kaj za vas, no, imata zelo prijazna sta. Ja, prijazna sta. Zaenkrat sem otrokam, da jih svet ne bi kokal mislil. Kaj bi ti najbolj izpostavila? Vse o vaši kmetiji, Rotovnik Plesnik. Najbolj izpostavljam. Kako bi jo predstavila? Kako bi predstavila gostom? Kaj je tukaj tisto, kar lahko doživijo? Če si to dovolijo. Če si to dovolijo, ja. Ker vedno si je treba dovoliti doživeti, ne? Eno pristno stik z naravo, doživeti ene tradicije,
Kako bi še rekla, joj, kaj mi je bilo, da bi koga od gostov vprašala. Kaj še? To, po mojem, glih to, ta občutek do narave, občutek do sočloveka. To, no, to. Ta umeščenost v naravo, tukaj se pri tebi zaznava. Že tamle, takoj, ko prideš, je tabla o poteh, peš poteh, kolesarskih poteh, kam lahko vse greš. Tukaj v okolici je kar nekaj zanimivih lokacij za videti. Katere bi ti priporočila in zakaj? Obisk cerkve Svete Barbare. Do katere vodi cel kup poti, ker včeraj sva šla do cerkvice Svete Barbare in sva do nje prišla kar 2-krat. Ja. Iz različnih koncev in smeri. Ja, mogoče zato, ker je meni tako srčna, ljuba, ne vem, vrh nebes mi predstavlja ta cerkev. No. Tako da sprehod do nje definitivno, sprehod tlele po naši prečudoviti vasi, se Vaščani zelo trudijo, da imajo res lepo urejeno in tudi res je lepo. Živijo tudi tako pristno, naravno življenje, se mi zdi. No. In uporabljajo tudi naravne materiale. Včeraj, ko smo se pogovarjali o kritinah na hišah, na strehah. Kaj je posebna kritina tukaj? En vaš posebni izraz je za šikelni. Šikelni. Kaj so šikelni? Šikelni, to je stara lesena kritina, kot skodli. Kot skodli? Kot skodli, ja. Ampak so posebni. So drugačni, ja, so posebni, so ožji, so 3-krat dani, cepljeni. In mi imamo zdaj smo na kapelci, smo jo prenovili lani, pa pol tem na našem kozovcu. Velikem imamo 2 te kritini. No. In včeraj, ko smo se pogovarjali, si rekla, da je še nekaj mojstrov in da si vesela in navdušena, da je eden izmed njih zdaj prenesel tudi na svojega sina, ki je že sodeloval pri postavitvi te kapelce. Kapelce, res je, ja. To sem zelo vesela, počaščena, jih podpiram, spodbujam. Te korenine se mi zdi, da se prav čutijo, ne? Ta ljubezen do korenin v tej okolici. Tudi včeraj, ko sva šla na sprehod z Robertom proti tej Sveti Barbari, sva videla, kako počastite nekdanje prebivalce, pa je bil tam pač tablica za mlin, pa je bila tam tablica za velikanovo hišo, ker danes ne stoji nič, ne, ampak tudi na tak način se poklonite svojim prednikom. Pri tebi sem videla na hiši, imaš na fasadi tablo za enega od prednikov, znotraj imaš spominsko, kaj je to, diplomo, priznanje za tvojega dedka, ki je bil župan. Skratka, ta spoštovanje korenin se čuti na vseh ravneh, ne? Tako v vaši hiši, kot v okolici, tudi za te znane Slovence iz Slovenj Gradca in okolice, si jih z navdušenjem predstavlja, ljudi pošiljaš. Kdo so te znani Slovenci, ki so pustili pečat iz vaše okolice? Fran Berneker, no, to pri cerkvici Sveti. Ja, to je ta pot. Kdo je Berneker in po čem ga poznamo? Rodil se je blizu cerkvice Svete Barbare, na tisti, zdaj je tam rekonstrukcija njegove rojstne hiše, bil je kipar, samouk. To je on, tukaj iz Legna. Potem v Slovenj Gradcu je zelo veliko. Kateri je njegov znan, ki si rekla, da ga lahko prepoznamo? Primož Trubar v Ljubljani. Primož Trubar v Ljubljani, Bernekarjev. Slovenj Gradec se pa ima za pohvali z številnimi, res. Bi naredila krivico, če bi zdaj šla njih par naštevati, pa ne bi povedala. Pa dajmo enega, ker imaš ravno v tem trenutku, ko sva midva tukaj goste na tej delavnici. Na tej delavnici, glasbeni delavnici, ja.
Pa da tega izpostavimo, ko so ravno tukaj. Ko smo ravno tukaj, pa zdaj, je pa mojster samospevov Hugo Wolf. Imamo tudi rojstno hišo, šolo samospevov, njegovo, tako da smo pa njega omenili, ja. Ki ravno zdaj so te gostje, ki so prišli na to delavnico, na to šolo iz različnih držav, ne? Iz različnih držav, ja, šolo samospevov, ja. Super. Pa mislim, da sem bistvo povedala res. To. Mogoče res ta tradicija, ta čut do prednikov, no, ja. To se mi zdi, da je ful močen, ja. Ja, to je res ful močno tukaj. Ne samo tu pri nas, tudi pri ostalih. In v to hrano, ki smo se prej pogovarjali, ne, to si tudi rekla, večino jo pridelaš oziroma pridelate tukaj na kmetiji, kar pa ne pa tudi v okolici. Kar pa ne, pa vse dobim pri okoliških kmetijah, ja. To se mi zdi tako pomembno. Koliko se pa danes sploh ceni ti zeleni ključ, plus si rekla to eko-marjetico, za katero boš se tudi zdaj potegovala? Vedno bolj, ja. A so še kakšne take? Veliko teh trajnostnih, mislim, ja, veliko znakov je, ampak ta dva sta ena najključnih, no. Pa ta Slovenija Green, ta bi za ta turistične kmetije, no. Na kmetiji Rotavnik Plesnik sem čutila prežemajočo radost in mir. Domača hrana je božala brbončice. Prijaznost in srčnost družine ustvarita udobno gostoljubnost. Od tu je kar nekaj poti za raziskovanje okolice. Tudi midva sva šla malo naokrog. Se na poti odžejala pri žegnanem Studencu in se iz doline povzpela mimo kmetij, ki so posejane po koroških hribih pod kopami, do cerkvice Svete Barbare. Med obiskom kmetije Rotavnik Plesnik na Legnu me je pritegnila prisotnost vseh 8 elementov vesoljnih elementarnih energij, o katerih piše Metod Žunec v svojih celotah. Kolo je simbol vesolja. Vesoljno kolo je sestavljeno iz 10 prvin. Ima os, obod in 8 kolov, ki os povezujejo z obodom. Kot pravi Metod Žunec, 8 elementov tvori malo celoto, vseh 10 pa veliko celoto. Na kmetiji Rotavnik Plesnik so v dizajn in gradnjo vključeni prav vsi ti osnovni elementi. Če jih razvrstimo po hierarhičnem vrstnem redu. Življenje. Na kmetiji je veliko živali, na vrtu, poljih in sadovnjakih pa kipi rastlinski svet. Življenje sije iz vseh domačih in gostov, ki se radi vračajo na počitnice v Legen. Zemlja. Ljudje spoštujejo zemljo, ki jih hrani in jim omogoča kakovostno življenje na kmetiji. Poleg tega pa v notranji opremi prostorov opazimo veliko umetelnih glinenih izdelkov, na primer lestence. Voda. Kmetija je umeščena med 2 sotočji potokov. Na vzhodni strani, le nekaj metrov od kmetije, je sotočje Barbare in reke, na zahodni strani pa se v Barbaro izliva krajši potoček. Zrak. Na kmetiji pod kopami je svež in čist zrak, ki ga lahko dihamo s polnimi pljuči. Les. Notranja oprema in opaži sten so narejeni iz masivnega lesa različnih dreves. Helena je povedala, da bodo v naravi posadili toliko dreves, kolikor so jih podrli za izdelavo opreme njihove nove hiše. Ogenj. V turistični ponudbi kmetije je tudi gostinstvo. Ogenj pa je nujni element za pripravo hrane, za kuho in peko. Kamen. Na vrtu je postavljen tročan iz skal. Po kmetiji pa so naključno postavljeni različni veliki kamni. Smo na Koroškem, torej v gorah, Goroška, kar okrepi element kamna. Kovina. Vse povsod so umetelno kovani kovinski izdelki, ki so jih skovali obrtniki iz Krope in okolice, od koder izvira Helenin mož. Na kmetiji ta mala celota takoj pritegne pozornost. Ko pa si tam na oddihu in se pogovarjaš z domačimi, se jasno pokažeta tudi obe prvini, ki zaokrožata veliko celoto. Zavest in ljubezen. Širina zavesti in ljubezen, ki presegata individualne in zgolj pa fizično materialnost usmerjene namere, se kažeta skozi način življenja, ki je celosten, trajnosten in vsepovezujoč. Helena je ženska svetlobo v očeh. Njena srčna energija sije daleč naokrog. Ne le, da se čutiš dobrodošlo, počutiš se kot doma. Seveda bom še prišla sem na Legen, saj Helenina odprta srčnost prav kliče, da se spet srečamo. Tu bova in bomo imeli zanimive vikend delavnice, na katere vas že sedaj povabim. Se kmalu srečamo pod kopami.